pa hvala za udeležbo. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na današnji seji na podlagi ugotovitev pooblaščene skupine, ki je ta torek opravila nenapovedan nadzor na obveščevalno-varnostni službi, ugotovila, da je minister za obrambo Karl Erjavec ob asistenci direktorja obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije Dejana Matijeviča zlorabil svoj položaj, ko je od njega zahteval, da obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo ravna nezakonito, ta pa je to sprejel in nalogo tudi izvedel. Zadeva se tiče odstavitve brigadirja Mihe Škrbinca s poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske. Zadeva se je začela približno takole. V medijih so se pojavile govorice, da je bila načelnica generalštaba Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc, hospitalizirana zaradi psihičnih težav. Istočasno so v Slovenski vojski verižno krožila SMS sporočila, da je njeno zdravstveno stanje komentiral poveljnik poveljstva sil Miha Škrbinc, najprej na kolegiju, kasneje pa še pred postrojem na Vrhniki 1. aprila letos. Zaradi tega je obveščevalno-varnostna služba na ukaz oziroma naročilo ustno ministra za obrambo začela izvajati zaslišanja oziroma hujše klasično obveščevalno dejavnost. 3. aprila so prišli pripadniki obveščevalno-varnostne službe v poveljstvo sil na Vrhniko, kjer so začeli z zbiranjem informacij, kaj se je dogajalo na kolegiju in pa kaj se je dogajalo na postroju na Vrhniki. Naključno so zaslišali 25 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Na podlagi vseh zaslišanj niso mogli potrditi, da je poveljnik poveljstva sil, general Škrbinc, dejansko govoril grdo o načelnici in da je bila hospitalizirana, da ni sposobna opravljati funkcije in tako naprej. Skratka, podlaga za preiskavo so bile nekatere govorice in pa SMS sporočila, ki so krožila po poveljstvu, po Slovenski vojski, prišla so na UVS, prišla so v kabinet ministra in tako naprej. Ko smo direktorja na obveščevalnem nadzoru, katerega sem vodil jaz, prisotni pa so bili tudi magister Matej Tonin, gospa Jerca Korče in pa gospod Matjaž Nemec, vprašal, kakšno podlago so imeli, je ta dejal, da so delovali na podlagi prve alineje 2. odstavka 32. člena Zakona o obrambi. Citiram alinejo. Varnostne naloge na obrambnem področju so odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih uporablja ministrstvo in Slovenska vojska v državi, ali zunaj nje, ter podatkov o razvoju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme. Sprašujem vas, če se vam zdi, da govorice o zdravstvenem stanju nekoga spadajo pod to alinejo. Govorice o zdravstvenem stanju načelnice niso ne odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, ker s tem, ko nekdo komentira zdravstveno stanje načelnice, ne ogroža njene varnosti, ne ogroža delovnega mesta načelnika generalštaba Slovenske vojske, ki je z zakonom določeno, ne ogroža objektov, ne ogroža okolišev, ki jih uporablja ministrstvo, in pa niti ne proizvodno določenega vojaškega orožja ali opreme. Direktor niti ni izdal pisne odredbe, da bi se lahko postopki zbiranja obvestil sploh začeli. In imamo sedaj tukaj varnostnike, ki izvajajo naloge na podlagi 2. odstavka 32. člena in imamo tudi obveščevalce oziroma kriminaliste OVS, ki bi bili v tem primeru lahko pristojni,
vendar niso zbirali obvestil. Druga alineja tega odstavka pravi, varnostne naloge na obrambnem področju so preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom. Pravilno ravnanje bi bilo, če načelnica vloži kazensko ovadbo, lahko potem kriminalisti OVS, ne varnostniki, ampak kriminalisti OVS, na podlagi druge alineje pričnejo svojo dejavnostjo. Direktor je dejal tudi, da so ti varnostniki delali na podlagi 34. člena zakona o pooblastilih in nalogah policije. Ta člen pod zbiranje obvestil v drugem odstavku pravi sledeče. Policisti pred zbiranjem obvestil osebe poučijo, da je sodelovanje prostovoljno, osebe seznanijo, da imajo pravico do anonimnosti, razen ko zbirajo obvestila po določbah zakona, ki ureja kazenski postopek, in zakona, ki ureja postopek o prekrških. Ko sem direktorja vprašal na nadzoru, ali so bili vojaki, s katerimi so opravljali razgovore, prej o tem obveščeni, je dejal, niso bili. Do mene so tudi prišle informacije, da so se nekateri pritoževali, da so bila zaslišanja izrazito neprimerna, da so jim govorili, odgovarjajte samo z da ali ne, in tako naprej. Ta zaslišanja so potekala 3. aprila od 8:30 dopoldne do 2 popoldne. Ključno, kar je, ugotovilo se je, da je sicer brigadir Škrbinc komentiral zdravstveno stanje načelnice potem, ko so se že pojavile govorice v medijih, da je bila odsotna, da je bila na bolniškem dopustu, vendar pa, da je načelnica že operativno sposobna, da izvaja svoje naloge in da je že na delovnem mestu, kar si člani razlagamo predvsem v smislu, da je želel vojsko pomiriti potem, ko so se pojavile te govorice v medijih. Ta preiskava je bila zaključena 12. aprila in 12. aprila potem tudi poročilo posredovano ministru za obrambo, obveščali so ga že prej. Minister za obrambo pa je generala Škrbinca razrešil že 5. aprila. Na podlagi vseh dejstev smo sprejeli 3 sklepe. Prvi. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb opozarja, da obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v primeru brigadirja Škrbinca in govoric o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske ni imela zakonske podlage za opravljanje informativnih pogovorov na poveljstvu sil 3. aprila 2019. Sklep je podprlo 5 članov, 2 sta bila proti. Drugi sklep. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se strinja z vodstvom OVS-MORS, da v primeru brigadirja Škrbinca in zdravstvenega stanja načelnice Generalštaba Slovenske vojske ni šlo za zbiranje informacij za predkazenski postopek, zato opravljeno nalogo lahko štejemo kot klasično obveščevalno dejavnost, ki jo je izvedel varnostni sektor OVS. In to je tisto, kar je hudo narobe, in za ta sklep nas je glasovalo vseh 7 danes na seji prisotni. To se pravi tako opozicijski kot tudi koalicijski poslanci, s čimer tudi koalicijski priznavajo, da je bila zadeva nezakonita. In pa tretji sklep. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb opozarja, da navedeni primer kaže, da je OVS-MORS izvajala obveščevalno dejavnost na podlagi ustnih usmeritev ministra za obrambo in ustne odredbe direktorja. Za sklep je glasovalo 5, proti ni glasoval nihče. Kar se tiče počka, na podlagi katerega je najprej minister za obrambo Karel Erjavec govoril, da je razrešil brigadirja Škrbinca, lahko povem, da poročilo niti še ni zaključeno. Se pravi, kar je sedaj bistvo vsega? Obveščevalno-varnostna služba je začela z zbiranjem informacij z obveščevalno dejavnostjo na podlagi nekih govoric in zapisov v medijih. Minister za obrambo je ustno naročil direktorju OVS-a, kaj mora storiti, ta pa s pisno odredbo ni šel naprej, ampak je ravno tako ustno naročil nekaterim posameznikom, da naj špionirajo za brigadirjem Škrbincem, da naj izvajajo obveščevalno dejavnost v poveljstvu sil in da naj delujejo obveščevalno proti lastni vojski Republike Slovenije.
Delovali so nezakonito s tem, ko so delovali na podlagi prve alineje drugega odstavka 32. člena Zakona o obrambi in ne na podlagi druge alineje preiskovanje kaznivih dejanj. Če bi delovali na podlagi druge alineje, pa tega ne morejo početi varnostniki, ki imajo samo policijska pooblastila, pač pa morajo to početi kriminalisti obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. V poveljstvu sil in pa v drugih enotah Slovenske vojske se nahajajo tako imenovane izpostave za varnostno dejavnost, kjer so pripadniki OVS-a in skrbijo za zakonitost, za zbiranje informacij in tako naprej, če je kaj narobe. In tisto, kar skrbi, je, da ima očitno obveščevalna varnostna služba v enotah Slovenske vojske vzpostavljeno mrežo neregistriranih virov oziroma informatorjev. UDBA, Stasi, KGB so imeli registrirane vire. OVS pa to počne z neregistriranimi viri in posamezniki, ki delujejo strani OVS-a v teh enotah, imajo mrežo 10-15 vojakov, ki jim nosijo informacije in ovajajo svoje lastne poveljnike in svoje lastne nadrejene, kar je kršitev več členov Zakona o obrambi, kršitev načela enostarešinstva in tako naprej. In ugotovili smo, da so odnosi znotraj Slovenske vojske izjemno slabi, da so odnosi na relaciji Ministrstvo za obrambo, civilni del in pa Slovenska vojska izredno slabi, da ni zaupanja in zaradi tega se proti določenim poveljnikom uporablja obveščevalne tehnike za to, da se jih diskreditira. Na podlagi vsega lahko ugotovimo, da je minister za obrambo Karel Erjavec z namenom diskreditacije in pa kasneje tudi likvidacije z delovnega mesta proti posamezniku, v tem primeru brigadirju Miho Škrbinc, zlorabil obveščevalno-varnostno službo in je s tem kršil zakon. Generalni direktor OVS Mors, Dejan Matijevič, pa je prav tako kriv zaradi zlorabe službe, kajti kot nekdo, ki na takem položaju mora vedeti, kaj se sme in kaj se ne sme, bi moral ministru reči: gospod minister, tega žal ne morem za vas narediti, ne moremo se iti obveščevalne dejavnosti in zbirati podatkov za vas osebno, ker je to nezakonito. Ker tega ni naredil, je kršil zakon tudi on in tako sta kršila zakon minister za obrambo, Karel Erjavec, in pa direktor obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, gospod Dejan Matijevič. Če dopustimo takšne prakse, potem lahko direktor OVS-a, direktor SOVE, kdorkoli drug na podlagi naročila, v tem primeru ministra za obrambo, drugič bodisi predsednika vlade, vohunijo za komerkoli, zbirajo informacije o komerkoli, izključno za politične potrebe in pa za potrebe diskreditacije tistega, proti kateremu ta obvestila zbirajo. Toliko z moje strani. Hvala. Vprašanje. A ste ugotovili tudi, da bi obveščevalna služba preverjala, na kak način so iz vojske informacije prihajale v posamezne medije pa od posameznih oficirjev? Je bil torej v ozadju tudi nek cilj vplivati na medije in medijsko poročanje? Kar se tega tiče, sem jasno jih vprašal, kako je do tega sploh prišlo, zakaj ste začeli, kaj je bila podlaga, ne? Ni bila podlaga odredba ali naznanitev suma storitve kaznivega dejanja, pač pa so dejali, da so pričeli z zbiranjem obvestil, ko se je to pojavilo v medijih in da so, tako je rekel direktor, krožila verižna SMS sporočila vse povsod v vojski, na OVS, na Ministrstvo za obrambo, da je to, kar se tiče zdravstvenega stanja načelnice, govoril poveljnik poveljstva sil, general Škrbinc. In zagotovo je bil cilj tega ugotoviti, od kje informacije uhajajo oziroma kdo je te informacije dal v medije. In kot že rečeno, poročilo za Škrbinca ni obremenilno, ker je to govoril pred postrojem, potem ko so že bili v javnosti novice, da je zdravstveno stanje načelnice slabo.
Ste preverili tudi, če so uporabljali še kakšna druga sredstva, razen teh, ki ste jih omenili, torej pogovori za poslove, mora biti, ali so pridobivali tudi kakšna sodna dovoljenja za kakšne nadzore, kakršne sicer izvaja Sova, včasih tudi brez, ampak pri domačih osebah to najbrž ne gre. Tega ne bi smeli, kar so delali, ne bi smeli delati proti pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, sploh ne na podlagi zakona oziroma člena alineje, na katero se izgovarjajo, so pa to počeli tudi v skladu z zakonom o nalogah in pooblastilih policije, in sicer 34. člen zbiranje obvestil. Preverjene komunikacije ni bilo to prišlo? Preverjene komunikacije ni bilo. V smislu seveda, da bi spremljali te SMS-e, mobilne številke in tako naprej. Metka Matija Slovenija, kakšna bi bila nekakva vaša primerjava z afero, v katero se je obveščevalno varnostno službo že vpletla, torej zadevo Weberkom, kot se spomnimo, in pa naslednje vprašanje, kaj pravzaprav sledi tukaj v političnem smislu z vaše strani? Zadeva je točno taka, kot ste rekli, ne samo, da gre za vsebinsko podobnost, gre tudi za časovno podobnost. Oboje se dogaja 7 mesecev po prisegi vlade. Takrat je Cerarjeva vlada prisegla septembra, dogodek v zvezi z Webrom se je zgodil, mislim, da konec marca. Ta zadeva je ista časovnica, ne samo vsebina, se pravi tudi časovnica je ista in gre za isto zadevo. Minister za obrambo je direktorju obveščevalne službe naročil nekaj, kar mu ne bi smel, ta pa je to storil, kar ne bi smel. Glede politične odgovornosti se bomo pogovarjali na naslednji seji poslanske skupine. Karel Erjavec se je že odzval, en SMS je poslal, v katerem pravi, da je bilo vse ravnanje ministrstva zakonito, tudi samega VOS-a, da je bilo vse zakonito, kako komentirate te njegove. Pošljite mu nazaj SMS, kako je možno, da zdravstveno stanje nekoga in pa govorice glede zdravstvenega stanja preiskujejo na podlagi prve alineje drugega odstavka 32. člena. Vprašajte ga, če je zdravstveno stanje načelnice slučajno odkrivanje, preiskovanje in pa preprečevanje ogrožanja varnosti nje, če je to slučajno ogrožanje delovnega mesta načelnika, če so govorice o njenem zdravstvenem stanju ogrožanje objektov in pa okolišev, ki jih uporabljata MORS in pa Slovenska vojska, ali če je slučajno to ogrožanje proizvodne in pa hrambe vojaškega orožja ali opreme. Dejstvo tukaj je, da je minister za obrambo Karel Erjavec na vsak način hotel odstraniti Miho Škrbinca. To je tudi storil, zlorabilo obveščevalno varnostne službe MORS. O samih razlogih, kaj se je dogajalo v vsebinskem smislu, pa kdaj drugič in kje drugje. Tukaj je bistveno to, da je minister za obrambo zlorabil obveščevalno varnostno službo. Tako kot je to naredil Janko Weber leta 2015. Glede politične odgovornosti pod črto, če gospod minister ne odstopi, če ga ne odstavi predsednik vlade, je verjetno, glede na to, kar ste povedali, sledi interpelacija. Zdaj težko sklepam, kaj bo naredil minister, oziroma kaj bo naredil minister, mi ni treba sklepati, lahko vemo, odstopil ne bo, ker to je pač Karel Erjavec. Kar se tiče predsednika vlade, računam, da bi ga lahko že on odstavil, glede na to, da so 4 ministri šli zaradi kakšnih manjših kršitev, ne zaradi zlorabljanja obveščevalno-varnostne službe. Ne želim pa špekulirati, kako se bo odločila poslanska skupina. Najprej je potrebno počakati odzive. Glede na to, da so pred nami prazniki, se bo situacija verjetno bolj izkristalizirana po prvomajskih praznikih. Hvala. Hvala.